Znova smo sliko v športnem parku. Najprej si bomo pogledali, kaj se je dogajalo v 32. krogu. Prvo tekmo sta odigrali ekipi Tabora in Maribora in vijolice so zrežirale popoln preobrat in z goloma Kronavetra in pa legendarnega Markosa Tavaresa vknjižile pomembne 3 točke in seveda popoln preobrat. Matic Vrbanec bo izvedel kot predložek Vrbanca. Dobra podaja in gol! Morozov je strelec, njegov 4. gol v letošnji sezoni. Povsem samega so Morozova pustili nogometaši Aluminija in Rus je to sprejel z odprtima rokama, odvezal je mašnico na darilu in torej prišel. Ampak videli bomo, če lahko še eksplodira Vrbanec, da je iz prostega strela. Dobra podaja Vrbanca in gol! Neverjetno, Grigorij Morozov. 5. zadetek tega branilca v letošnji sezoni. 3. gol je Rus dosegel proti Aluminiju in Celjani so torej podvojili prednost. 21. minuta srečanja teče in zdaj so Celjani v zares dobrem položaju. Ki pa seveda prav gotovo ne domuje več v Donjecku. Tule je Nene, krasna poteza Neneja. Nene! Kakšen gol! Nene, Bumble! In tole njegov prvenec za Celje. 3-0 vodijo Grofje. Verjetno je tale obračun že odločen. Tole je bila zares mojstrska poteza. Poglejmo še enkrat, takole je najprej iz ritma vrgel. Morozov z avta, gradi se Žan Medved. Morozov, tudi z levo, lahko sijajno poda Morozov, nevarno je in gol! Mičo Kuzmanović, mislim, da je strelec, Celjani vodijo že 4-0. Pravi blitzkrieg Grofov v šumi in očitno se obeta dolg dan za šumarje. Vrbanec proti oddaljenejši vratnici in gol! Bum je naredilo v mreži Janžekoviča, Zec je dosegel 2. gol na današnjem obračunu. Matic Vrbanec pa je zabeležil hat-trick asistenc in Celjani tako še naprej rušijo današnjega nasprotnika. To so tekme, ki jih zaradi pravil pač moraš odigrati do konca. Tole priložnost in gol! Jakobsen je dosegel 1. gol v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige in Celjani so prišli še do 6. zadetka in bodo tako izenačili najvišji poraz Aluminija v tej sezoni. Pol ducata golov v mreži Luka Janžekoviča, polom Aluminija pred svojimi navijači. Robert Pevnik, verjetno se strinjate, da je bila to najslabša predstava Aluminija, odkar ste vi trener. Kaj je bilo danes narobe, da je šlo tako po zlu za vas? Prvo bi se rad upravičil vsem, ko delajo v klubu, vsem navijačem, ker tole danes je bila sramota. Pokazali se je danes, da eni fantje živijo za to, da bi igrali za Aluminij, se borijo, da eni so pa nedisciplinirani. Seveda, da jaz odgovarjam, ampak se je izkazalo, da enim predolg zaupam in da to ne pele nikamor. Treba bo narediti korenite spremembe v igralskem kadru, dati priložnost tistim, ki se želijo in ne more se zgoditi, da dobiš ti 4 gole iz prekinitve. Se pravi, ne more se zgoditi, da Celje več teče, da se borijo, da vsak duel dobijo in tukaj res moramo narediti red, veliki red in veliki res v igralskem kadru in res dati zdaj v teh zadnjih 4 kolih igralce, ki si želijo, ki imajo radi ta klub in še po drugi strani moram čestitati Celju na odlični igri, zmagali so nas zasluženo.
Najbolj žalostno je, da so si to bolj želeli, bili so pa seveda bolj sproščeni, ampak vseeno. Opravičilo navijačem, gledajte, mene srce boli, res da, ampak obupal nisem, je pa res, da pa je tukaj treba v igralskem kadru narediti en velik rez. Nekateri igralci torej po vašem mnenju danes niso bili vredni dresa Aluminija, lahko morda konkretno izpostavite kakšno ime? Ne bom govoril o imenih, mislim pa, da se je na igrišču videli in da potem, ko smo naredili neke korekcije, drug polčas je bilo boljše, dobili smo dober 2 gola in zopet iz prekinitve, ampak drug polčas je bil boljši. Je pa res, da smo imeli pri 1-1, smo imeli smrtno priložnost tam, če bi dal gol, mogoče bi bilo drugače, ampak vseeno. Nikakor si ne smeš dovoliti, da tako odigraš za en grb, za ta klub, kot je Aluminij, s tradicijo in kot sem rekel, enostavno treba dati one igralce, ki si želijo in verjamem, da tudi uspeh lahko pride. V naslednjem krogu boste gostovali pri Domžalah, bo zdaj po takšni tekmi kaj težja priprava na tekmo? Priprava bo isto, zdaj moramo se iskreno pogovoriti in videti, mislim, tekma je tek pokazala, kdo si želi, ker na takšne tekme se ne igrajo dostikrat za preživetje kluba in ko ti nimaš na takšni tekmi motivacije, da se boriš, da daš srce na igrišču, da poješ travo, potem je to žalostno. Simon Rožman, izvrstna predstava, pravzaprav zmagovalec niti v enem trenutku ni bil vprašljiv. Je bila to najboljša predstava Celja v tej sezoni? To ne vem, je pa sigurno, bom rekel, dejstvo, da tisto, kar smo se pogovarjali pred tekmo, se pravi, da smo pokazali karakter, da nam je mar, bom rekel, za dres, za ekipo. Jaz mislim, da je ena zelo, zelo dobra predstava iz naše strani in bom rekel, sem zelo vesel in iskreno čestitke fantom, da smo se, bom rekel, mogoče po takem, bom rekel, za nas težkem porazu zelo hitro pobrali in predvsem sam sebi dokazal, da smo na pravi poti in da, bom rekel, do konca sezone želimo izkoristiti vsako tekmo, bom rekel, sebi upriti, da poskušamo, bom rekel, čim več stvari dobrih narediti na terenu. V drugem polčasu ste kar konkretno stopili s plina, je bilo to namenoma ali je tako bolj naneslo? Ne, bolj je naneslo, sigurno smo se želeli ohraniti mrežo nedotaknjeno, po drugi strani smo pa želeli igrati proti golu. Normalno pa je, da tudi, bom rekel, nasprotnik je bil malce bolj kompakten, da si nismo priigrali, bom rekel, preveliko priložnost. Tako da še enkrat, mislim, da zmagi, visoki zmagi je treba fantom absolutno samo čestitati. V petek vas čaka obračun z Muro, verjetno bo za to tekmo priprava lažja, kot je bila za to srečanje. Ja, sigurno, tako sem rekel, nekako ko mi čakamo, da vsako naslednjo tekmo, ker mislim, da imamo še ogromno stvari za pokazati. Mislim, da zadeva gre v pravo smer, da se nekako razvijamo preko treningov in tekem in bomo poskušali na najboljši možni način zaključiti sezono, hkrati pa tako, kot smo dejali, narediti eno še dobro doselekcijo, da potem, bom rekel, z naslednjo sezono poskušamo uresničiti cilje kluba. Aljaž, ko si ti prišel na igrišče, je bilo sicer že vse odločeno, ampak kaj je bilo narobe, da so tvoji soigralci danes tako pogoreli? Težko je reči po taki tekmi, karkoli povedati pametnega. Čakala nas je ena najbolj pomembnih tekem v tej sezoni. Prišli smo na igrišče brez želje, brez borbe, brez vsega. Težko karkoli povedati. Je to vaš najhujši poraz v karieri? Ni pomembno, kako zgubiš, mislim, za koliko zgubiš, pomembno je, na kakšen način zgubiš. In ja, to najbolj boli, mislim, da je eden bolj bolečih porazov. Žan, danes ste slavili brez kakršnih koli problemov, je to tvoja najslajša zmaga oziroma najlažja zmaga v članski karieri? Ja, definitivno nas ven zgleda, kot da je bila lahka zmaga, ampak vendar mislim, da smo s fanti od prve minute pokazali, po kaj smo prišli. Treba se je bilo oprati po tem polfinalnem porazu in mislim, da smo tudi od prve minute pokazali, da smo si zaslužili to zmago. Odlično si odigral tekmo proti Kopru, tudi danes zelo dobra predstava. Vemo, da je pri vas konkurenca v osrčju obrambe zelo velika, ampak vseeno pričakuje zdaj morda večjo minutažo. Ja, pri nas imamo zelo velik kader, imamo zelo veliko dobrih igralcev. Jaz smatram konkurenco kot zdravo in v bistvu vsako minuto, ki bom dobil, bom probal maksimalno izkoristiti.